Dobro jutro. Prezeble bo morda ogrela zgodba mladega prostovoljca. Z otroki med počitnicami pripravlja trske, potem zakurijo ogenj in se odločijo, kaj bodo počeli. Včasih v ogenj vržejo še krompir, se pohvali. Medtem otroci v lopi poiščejo orodje in začnejo izdelovati leseno hišico. Sergej Črnčec je 17-leten dijak in prostovoljec na doživljajskem igrišču v Mariboru. Čeprav je od nekdaj rad v družbi otrok, se je najprej vpisal na biotehniško šolo. Pred vpisom v srednjo šolo mi je tudi mama svetovala za predšolsko smer, ampak jaz tega nisem poslušal, ker seveda sem bolj pameten od nje. Čez čas sem pač ugotovil, da je to tisto, kako, na kak način, ko delaš z otroci, vidiš, ko recimo otrok zabija žrebelj in je samo 3 leta star in ugotoviš, da je to tisto, saj mu lahko pri tem pomagaš in ga dosti novega naučiš. Tudi njemu so pomagali drugi. Po pouku je doma v bližnjem stanovanjskem bloku odložil šolsko torbo in se odpravil dogodivščinam naproti. Mi je bilo zanimivo, kaj je za tisto ograjo. Sem se nekaj dni odločil tam šel pogledat. V osnovni šoli sem tako bil vsak dan tam. Pomagal sem tudi drugim, naredil sem to svojo hišico. Staršem sem o tem redko kdaj pripovedoval, mislim, ker so to starši. Rajši povej svojemu prijatelju, kak je tam cool, pa kak je tam fajn, pa kak se igramo. Pripovedoval jim je o igračah, ki jih je izdelal in pripetljajih z doživljajskega igrišča. Sošolci so bili bolj zavzeti za šport in druge dejavnosti, zato si je Sergej tam našel novo družbo. Nisem šel s prijatelji, ampak sam, ker me je zanimalo, kaj je za tisto ograjo in sem ugotovil, da je to čist najboljši plac. Ker je point doživljajskega igrišča, da se razvija igra. To je svobodna aktivnost, na katero starejši ne vplivamo in imajo otroci proste roke. Prav tako je zanimivo na doživljajskem igrišču, da ni nastavljeno kot vzgojitelj ali vzgojiteljica, ampak prijatelj. Na vrtu doživljajskega parka rastejo zelišča, otroci hodijo s hoduljami, v kotu izdelujejo novo leseno uto. Vsakega obiskovalca pričakajo prijazni prostovoljci. Potem se otrok sam odloči v bistvu. Če pa recimo takšni, ko so otroci, ki so stari 3 leta, pa ga vprašam, kaj bi rad izdelal, naredil. In recimo otrok letalo. In probam na lep način obrazložiti, da je to malo težje, lahko pa probamo zabiti žrebelj za začetek. In potem si res posoditi orodje in mu seveda pri tem pomagam. Tako da s kleščom primem žebelj, malo zatavčem in pol otrok nadaljuje. Zelo zanimivo je tudi na lesarskem kotičku, ko otrok naredi izdelek in potem vpraša, če je v redu. Važno je, da je otroku všeč, ne nam. Mlajše najbolj privlači pesek, starejše les in drugi materiali. Sergej Črnčec pravi, da so nekateri otroci premalo povezani z naravo in sprva nerodni, vendar se z vajo in mentorstvom vsega naučijo. Lepo je videti, ko sabo ne prinesejo telefona ali nanj popolnoma pozabijo. Pomembno vlogo imajo tudi tisti, ki jih pripeljejo. To je važno, da starši tudi to sprejmejo, da so pač otrok umazal. Nekateri pač imajo tisto zavedanje, da se lahko stvari sperejo, nekateri pa pri tem komplicirajo in je bolj velika problematika. Nekateri komplicirajo, če se otrok udari. Samo to je normalno, tako se otrok tudi nauči stvari. Naučijo se tudi sprejemanja drugačnosti. V Mali Betnavski gozd prihajajo otroci z vseh koncev in krajev. Najlepše se to vidi, ko pride otrok v stik z drugim otrokom in vidiš njegov odziv. Pri strpnem je dosti bolj spoštljiv in prijazen, medtem ko pri nestrpnem pa se hitro začne tisto napadanje z besedami drugačnosti. Kako je, ko se počutiš odrinjenega, ve tudi Sergej Črnčec, zato tega ne privošči nikomur. Pomembno je, da si sprejet, se počutiš varnega in zadovoljnega. Pripoveduje, da je bil v preteklosti, tako kot marsikateri osnovnošolec, izključen in tarča zbadanja. Zaradi pač moje telesne teže in tako dalje, ampak sem se s tem pač prijaznil zaradi svoje vzgoje, kako sem bil vzgojen. Mama me je podpirala in naj se sprejmem takega, kot sem, da sem to za razlogom. In v bistvu me je naučila tudi to, da če hočem kaj spremeniti v svojem življenju, moram za to delati. Dijak ne dela za denar, čeprav se zaveda, da lahko materialno pomanjkanje močno vpliva na otroke. Nekateri starši jim ne morejo dati vsega, kar si želijo ali potrebujejo, vendar poudarja, da je najpomembnejša vzgoja. Posredovanje pravih vrednot, opora in ljubezen staršev in vzgojiteljev. Vloga prostovoljstva je pomoč ostalim. Pomoč ostalim, ki ni plačna. In po mojem mnenju se tudi to marsikdaj premalo ceni. Recimo sam vidim med mojimi sovrstniki,
ko med poletjem rečem, da grem na doživljajsko igrišče, oni pa bi šli kam drugam, pa reče, kaj boš te tam, se pa ne dobiš plačano. Kaj dobite v zameno? Dosti dobre energije, ki te pomaga. Jaz osebno dobim tudi delovne izkušnje z otroci, kako reševati recimo nekakšne konflikte med njimi in predvsem tisto veselje od otrok. Jaz se vem, da nisem materialist in se mi ne gre toliko za denar, tako da me predvsem vodi to, kaj mi pravi srce. In to je delo z otroci. In s tem razlogom hodim na doživljajsko igrišče in sem prostovoljec. Sergej Črnčec je 17-letnik, ki je že zdaj nekaj posebnega. Dijak predšolske vzgoje na 3. gimnaziji Maribor ima le enega sošolca, preostale so same sošolke. Odlično se razumejo, pravi. Se pa tudi sprejo, naprimer takrat, ko se ne morejo dogovoriti, koliko denarja bodo vložili v šolsko kopirnico. Se pa mladi prostovoljec že zdaj veseli, da bo nekoč vzgojitelj. Le redki pri njegovi starosti že vedo, kaj bi radi počeli, se strinja. Zakaj sem drugačen? Ker sem original. Ker nisem kopija, ker sem jaz. Že to samo, da delam z otroci. Vse to ne dela vsak. Še sreča. Prostovoljec, ki svoje počitnice in proste dneve preživlja na doživljajskem igrišču, Sergej Črnčec je bil gost današnje oddaje Liki. Drugi posebni sogovorniki pa so že med kliki podcastov Radia Slovenija.